Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane nekdanje poslanke in poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovane nekdanje svetnice in svetniki, lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim in en res prijazen pozdrav vsem glasbenim današnjim ustvarjalcem. 19. februarja 1959 ob 11. uri je bila slavnostno odprta palača, v kateri smo danes. Palača Slovenske skupščine. In od takrat naprej se v teh prostorih je dogajalo in se dogaja vrsta pomembnih dogodkov, vrsta pomembnih odločitev. Nenazadnje v teh prostorih slovenskega parlamenta je dobrih 30 let nazaj bila izjemno pomembna seja. Potrjeno je bilo 81 ustavnih amandmajev, ki so omogočili, da na specifičen slovenski način, lahko temu rečemo tudi evolucijski, smo prešli iz ene oblike družbene ureditve v drugo, sodobno, moderno. In takrat ste sprejeli ustavna določila, ki so omogočala, da bolje razumemo, kaj so človekove pravice, da bolje razumemo, kaj je ločitev treh vej oblasti in ne nazadnje. Bile so sprejete odločitve, ki so omogočile in preprečile, da bi nekdo drug iz Beograda v Sloveniji, kjer je hotel zaustaviti našo pot, uvedel izredne razmere. Če pogledamo, spoštovani, 29 let nazaj, 23. december 1990, je bil prav tako pomemben dan. Imeli smo plebiscit. Leto kasneje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v veliki dvorani slovenskega parlamenta je bila sprejeta slovenska ustava. Torej, mi danes praznujemo prav tako dan ustavnosti. Oba datuma pomnimo. Tretji datum pa pogosto pozabimo. Leto dni kasneje, 23. decembra 1992, je bila v resnici konstituirana Slovenija preko svojih inštitucij. V tem parlamentu je bil prvič v skladu z moderno slovensko ustavo konstituiran Državni zbor, prvič v skladu z moderno slovensko ustavo konstituiran Državni svet in prvič je zaprisegal predsednik Republike Slovenije. Torej pomemben dan. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, parlament ima svojo starost. Ta lepa stavba je zgrajena iz 14 tih različnih vrst slovenskega kamna, iz slovenskega lesa. Marsikatera lepota tega parlamenta živi tudi na ta način, da ustvarjalci še vedno obiščajo. Ljudje, ki so gradili ta parlament, letno obiščajo ta parlament. Vendar, kakor vse se stara, se tudi ta stavba stara. Leta 2000, torej dobrih 19 let nazaj, je bila obnovljena velika dvorana. Leta 2007 obe pomembni dvorani na Tomšičevi ulici. In že takrat se je razmišljalo, da je nujno potrebno, da se obnovi tudi mala dvorana. Leta 2007-2008 so nastajali načrti, ki so v bistvu danes realizirani. Ko so bili načrti končani, se je 10 let zbirala moč, energija in pogum, da se v resnici obnovi še zadnji del slovenskega parlamenta. In ko danes opazujemo to lepo dvorano, ni bistvene razlike od načrtov iz leta 2009. Ena stvar, ki jo mogoče opazite, sedežev je nekoliko več. Takrat je bilo načrtovano 60, danes jih je 90, tudi zato, da imamo rezervno dvorano tudi za Državni zbor. Nekoliko je novejša tehnika, kakor je bila takrat načrtovana, po preddverju je prišlo do zamenjave strani. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane svetnice in svetniki, iskreno se vam zahvaljujem, da ste bili strpni v času obnove te dvorane. Trajala je nekoliko dlje časa, stara stavba ima svoje skrivnosti, bilo je nekoliko bolj glasno,
tudi seje delovnih teles, tudi plenarna zasedanja, ste in smo upravili v razmerah, ki niso idealne, vendar smo jih upravili in zato vam iskrena hvala. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste v rokih. 23. december, kakor sem povedal, v Sloveniji je pomemben dan, ki ste nam omogočili, da je danes otvoritev te lepe dvorane. In za konec dovolite še zadnja misel. 2 leti nazaj, 20. decembra, je Slovenija dosegla eno večjih diplomatskih zmag. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra soglasno, ampak res soglasno, potrdila slovenski predlog o svetovnem dnevu čebel. Zakaj vam želimo o tem spregovoriti? Tedanja naša ideja, ki jo razvijamo še naprej, da je treba vse, kar znamo, storiti, da se borimo proti svetovni lakoti, da se borimo in da se prilagajamo okoljskim in podnebnim spremembam, ne samo, da je dobila soglasno podporo. Že ob vložitvi smo dobili skoraj da večinsko podpise držav, ki so zastopane v Generalni skupščini. Zame kot za politika in državnika je to zelo jasno napotilo. Kadar smo enotni, kadar vemo, kaj je potrebno narediti, premagamo najtežje ovire, znamo pridobiti prijatelje in zmagamo. Moja prošnja je, da se tudi v prihodnje tako obnaša slovenska politika. Hvala vam.